vsi navzoči, pozdravljena pa tudi podžupanja občine Brežice, sicer danes v vlogi članice, tako da je ne bomo obremenjevali s kakšnim govorom. Ja? Veste, srce je polno, ko vidiš, da je odziv na naše predavanja, na naše aktivnosti tako velik. Potem se splača vlagati v to, da pomagamo drug drugemu, da lažje živimo s sladkorno boleznijo. In iskrena hvala, da ste si vzeli čas, najprej bom rekla zase in pa za vse nas, da vidimo, da v tej povezovalnosti je naša moč. Sladkorna bolezen je taka tiha, zahrbtna bolezen. In tisti, ki smo zboleli zanjo, je naša dolžnost, da skrbimo zase, da se obrnemo na ljudi, ki so nam pripravljeni pomagati, predvsem na zdravstveno osebje, ki smo mu neizmerno hvaležni, in v naši občini in v Posavju je to dobro urejeno. Hvaležni pa smo tudi društvu, kajti zavedamo se, da društvo ima neprecenljivo vrednost, da obstaja. Zakaj? Zato, ker se ljudje z enakimi težavami lahko družimo, ne predajamo se obupu, smo sprejeti v svoji skupini in kar je tudi zelo pomembno, se ozaveščamo, da znamo vse bolje in kvalitetno živeti z sladkorno boleznijo. In ravno na tem naše društvo gradi na permanentnem izobraževanju. Največ poudarka dajemo znanju, kajti znanjem imamo moč, da lažje obvladujemo to bolezen in pa da tudi prenesemo vse posledice, ki jih pušča sladkorna bolezen. Naše društvo zdaj letos že 40-letnico obstoja slavi. In rada bi povedala, da smo na društvo ponosni, ker smo zelo aktivni, imamo aktiven izvršni in nadzorni odbor in pa še nekaj je. Tisto, kar so pred 40 leti vložili ljudje v to, da so to društvo ustanovili, medtem je dr. Vanda Kostelc-Zorko in pa interni oddelek Splošne bolnišnice Brežice. In lahko smo hvaležni, da smo torej 40 let razvijali to društvo. Najprej je bil predsednik našega društva gospod Vaškovič Roman, 91. leta je prevzel društvo gospod Ivan Živič, od 2009 pa ga vodim že 17. leto sama. Lahko rečem, da smo ponosni tudi na to, da smo humanitarna organizacija že od 2005. leta. To ni bilo lahko pridobiti in to je velika stvar. Se pa lahko pohvalimo, da v društvu pristopamo celostno, veste, tako kot so pomembna predavanja, pa delavnice, je pomembno tudi gibanje, zato organiziramo tedenske pohodniške skupine, pa izlete, pa zagotavljamo 7-dnevni program zdravstvene vzgoje. Prej smo v Strunjanu, letos smo poskusili v Radencih in so naši večina zelo zadovoljni. Skratka, prirejamo tudi literarne in kulturne večere, ker se mi zdi, da je v našem društvu takih sposobnih ljudi, ki imajo znanja, zakaj ne bi mi to izkoristili. Imamo pesnike, pisatelje, glasbenike, tako da smo res aktivni, da veliko delamo, povsod se javljamo, predstavljamo se na različnih dnevih odprtih vrat, zelo sodelujemo z raznimi društvi, v občini se povezujemo, ker mislimo, da je ravno ta kvaliteta izjemna, da smo povezani
raziskujemo in črpamo znanje tudi na drugih področjih, ker sladkorna bolezen ni samo sladkorna bolezen, ampak je še veliko spremljevalnih bolezni in je prav, da pridobivamo to znanje, ki ga lahko potem uporabimo najprej za svoje osebno zdravje in pa tudi za povezovanje in pa izmenjavo izkušenj. Sodelujemo tudi s Centrom za krepitev zdravja, danes je z nami gospa Helena, vodja centra, jaz sem zelo hvaležna in tudi mislim, da vodja zdravstvenega doma kot pomočnica, direktorja. Hvala, da ste prišli in po zaključku bojo tudi melitve. Naše članice imajo razne ročne spretnosti, tam si boste lahko kakšno spominček kupili, če boste želeli, ni pa to prodaja, da morate. To je samo, da pomagamo članom, da pokažemo, kako ljudi lahko svojo sposobnost tudi pokažejo. Zdaj pa bi rekla takole, da ne bom predolga, bom pa dala mikrofon naši Iki, ki je podpredsednica društva, da nam pove, kaj se bo dogajalo v nadaljevanju. Hvala naši predsednici za opis društva. Včasih se res ne zavedamo o pomenu društva in po vseh dejavnosti. Društvo je aktivno in je resnično polno dejavnosti, tako da se pridružujem njenemu vabilu, da povabim vas v vse te aktivnosti. Sedaj pa gremo v glasbeni svet. Spoštovane dame in gospodje, preden se potopimo v današnje predavanje, si vzemimo trenutek za posebno glasbeno doživetje. Na odru boste za nas nastopila Elizabeta in Dragutin Križanič. Svojo glasbo boste pričarala čustva, toplino in harmonijo, ki nas bo nežno pripravila na vsebino, ki sledi. Pridružite se mi topli dobrodošlici in pozdravimo Elizabeto in Dragutina. Mir ljubezen svobodo
Skrivam se zdaj tu, zdaj tam, trgati se pa ne dam. Skrivam se zdaj tu, zdaj tam, trgati se pa ne dam. Dobri ljudje. To je bila skladnica narodna, ljudska. Ni ponarodela. Leta 1937 je Radovan Gobec zaključil s komponiranjem svoje operete pomagaj mi, no? Jaz imam tremo. Planinske rože. In zamislite, ta planinska roža je bila prvič izvedena v naših krajih, v Krški vas, leta 37. In iz te operete je ta skladnica. Dovolite mi, da rečem, da mi je v veselje, da nam je v zadovoljstvo, da sva danes del tega lepega, prijetnega, prijaznega dogodka. Nekdaj je že pokojni bizeljski župnik rekel na zaključku enega svojega govora, ko smo predstavili knjigo Vinogradništvo na Bizeljskem nekoč in danes. Če boš pil, boš umrl. Če pa ne boš pil, boš tudi umrl. Očitno tako zlahkega mi vsi skupaj danes ne jemljemo to našo bolezen in to naše predavanje. Zato me veseli, da bomo spet nekaj novega zvedli in da bomo lažje s tem živeli. Lep večer še naprej želim. Članica tega društva Ivana Vatovec je napisala eno lepo pesmico o svoji beli krajini, odkot izhaja. Midva sva si pa vzela to pravico, da jo oglasimo. In kot je lepa bela krajina, je pa lepa tudi cela Slovenija, tako da ta pesmica velja za vse naše lepe pokrajine. Vsa si pesem, ko stoterih spleti, mehko melodijo trosiš, ko jo z mladim jutrom od okna k oknu nosiš. Sonce dihaš, sanje pleteš, brusiš bisere v glasu, grezju nihaš, klasju cveteš, širiš modro dlan na nebu. Vsa si pesem v tisočerih prsi, domotožne slike rišeš in ob vsaki jim vrnitvi solze hrepeneče brišeš. Sonce dihaš, sanje pleteš, brusiš bisere v slapu, brezju nihaš, glasju cveteš, širiš modro dlan na nebu.
širiš modro dlan na nebu. Hvala za tako lepo glasbeno razglednico in hvala, ker ste oglasbili pesem naše članice. Smo ponosni. Hvala lepa. Naša današnja gostja je dr. Karin Kanz-Hanžel, priznana zdravnica, specialistka interne medicine in prejemnica prestižne nagrade Moja diabetologinja 2024. Dela tudi kot psihoterapeutka z osebami s sladkorno boleznijo in piše kuharske knjige. Svojo energijo empatično vlaga v razumevanje te bolezni ljudi, ki živijo z njo. Prosim, dr. Karin Kanz-Hanžel, da nas popelje po vsakdanje življenje z diabetesom. Hvala za to čudovito povabilo, gospodarje, in za vaš uvod in za glasbeni uvod. Se že počutim kot doma in sem izvedela, da je tukaj tudi moja draga kolegica dr. Zorkova, ki mi je bila vedno vzor. Sem zastavila današnje predavanje, ki sploh ni predavanje, ampak je bolj pogovor. In upam, da bomo lahko naredili tako, da bodo kakšna vprašanja, ker drugače jaz lahko sama sebi predavam in to ni vse skupaj nič. Tudi sem se odločila, da to ne bo predavanje v klasičnem smislu, ampak da bo to pač brez diapozitivov. Skratka, pogovor, izkušnje, učenje tudi od vas. Predvsem pa bi rada poudarila, kako zelo pomemben je ta psihični vidik sladkorne bolezni, na katerega žal v vsakdanji praksi zelo velikokrat pozabljamo. Enostavno zaradi tega, ker smo na študiju medicine to malo v našo, kako bi rekla, naše opravičilo. Urnik je vedno tako zelo natrpan, da enostavno zmanjka časa za psihologijo. In nažalost sem pač, ker se ukvarjam že dolga leta z ljudmi, ki imajo sladkorno bolezen, ugotovila, da zares rabim nekaj več tega znanja, zato sem se tudi odločila za študij psihoterapije, ki je pa potem trajal ne 4 leta, kot sem mislila, pa kar 8. Psiha je zapletena. Mi na medicini se učimo in upam, da se kolegici strinjata, vemo, kako ravnati, kadar se nekaj na hitro zgodi in takrat morda nezavestnega človeka ne boš spraševal, katero zdravilo bi pa jaz zdaj tebi dala. Takrat je treba ukrepati, takrat ni časa za ne vem kakšen pogovor, takrat je pač pomembna vsaka sekunda. Pri kronični bolezni, kot je pa sladkorna bolezen, jo pa pač dobiš, ponavadi pride kot strela z jasnega, se prikrade in kar nenadoma mora z njo živeti. Pri tem, da ni življenje samo sladkorna bolezen, ampak so še vse druge stvari, ki jih življenje prinese. In o tem nas na medicini kaj dosti niso naučili, kako vendar svetovati ljudem živeti s sladkorno boleznijo iz dneva v dan in ne samo misliti na tiste trenutne nasvete, ki jih lahko damo, naprimer, koliko tablet moraš vzeti, kaj moraš jesti, da se je treba ves čas samo gibati in nekako pri tem se ustavi. Lahko rečem, da sem vesela, ker sem bila zdaj 2 leti vpletena v Evropskem združenju za diabetes, kjer smo pripravljali smernice, pravzaprav prve smernice tega združenja, ki je ogromno združenja, vključuje
jaz mislim, da ne pretiravam, okoli 20,000 članov ima, ali pa še več, a ne? In to so prve smernice, ki so v tem združenju nastale na temo negativnega stresa, ki ga povzroča sladkorna bolezen v življenju človeka s sladkorno boleznijo. In tukaj moram reči, da smo tudi zdravstveni delavci ne povsem poučeni, ker to ni depresija, to ni navadna tesnova. To je negativni stres, ki ga povzroča samo to dejstvo, da jaz, naprimer, zdajle imam sladkorno bolezen. Ker toliko različnih izzivov, dodatnih v življenju ta bolezen prinese. Napravili smo te smernice, ki smo jih predstavili sedaj na letnem srečanju, ki je bil na Dunaju. In moram reči, da so bili ljudje po eni strani navdušeni, da smo se lotili te teme, ki je pravzaprav vzniknila iz našega članstva. To pomeni, ljudje, ki delamo z ljudmi s sladkorno boleznijo, ki smo vključeni v to združenje, smo prepoznali to, da znamo premalo o psiholoških vidikih in premalo vemo, kaj lahko nekomu sladkorna bolezen povzroči. Današnje srečanje je posebno tudi zaradi tega, ker je na predlog Društva diabetikov Posavja Brežice naša krovna organizacija Zveza diabetikov Slovenije odobrila priznanja za dolgotrajno prizadevno delo. In sicer Ivana Vatovec je že od leta 2018 zvesta in aktivna članica Društva diabetikov Posavje Brežice, v katerem se je svojo predanostjo kmalu uveljavila kot nepogrešljiv člen. V letu 2022 je bila imenovana za članico izvršnega odbora, kjer svojo zavzetostjo in odgovornostjo pomembno prispeva k uresničevanju poslanstva društva. Ivana je vedno zanesljiva in skrbno pristopa k zastavljenim nalogam, ter jih dosledno uresničuje. Njena vloga je posebej dragocena pri organizaciji srečanj za člane društva ter njihove svojce, prav tako pa aktivno sodeluje pri predstavitvah društva v okviru občinskih prireditev. Poleg opravljanja tekočih nalog društva zna svojo ustvarjalnostjo in domiselnostjo popestriti tudi kulturni del prireditev, saj pogosto prevzame vodenje in oblikovanje veznih besedil. Svojo vedrino, toplino in odprtostjo ustvarja prijetno in spodbudno vzdušje v izvršnem odboru ter pomembno vpliva na dobro počutje vseh članov. Njena osebnost, predanost in odgovorno delo so zgled tako članom kot širše skupnosti. Člani izvršnega in nadzornega odbora Društva diabetikov Posavje Brežice smo Zvezi Društva diabetikov Slovenije predlagali, da Ivana Vatovec prejme bronasto priznanje. Z veseljem sporočamo, da je Zveza Društva diabetikov Slovenije naš predlog potrdila. V imenu Zveze danes Ivani izročamo bronasto priznanje za njeno izjemno predanost, aktivno sodelovanje ter neprecenljiv prispevek k delovanju našega društva in skupnosti diabetikov. Hvala. Olga Bokša je dolgoletna članica Društva diabetikov Posavje Brežice, ki s svojo predanostjo, požrtvovalnostjo in neomajnim optimizmom že več kot 50 let pomembno sooblikuje njegovo delovanje. Od leta 2004 je Olga aktivno vpeta v plati društvenega življenja. Vse naloge je sprejemala vestno, odgovorno in zanesljivo. Zavzeto je sodelovala pri organizaciji srečanj, neutrudno pomagala pri pridobivanju novih članov in prispevala k zbiranju sredstev, ki so omogočale kakovostno
kakovostnejše delo društva. Posebej pomembna je njena dolgoletna vloga predsednice nadzornega odbora, ki ga vodi s doslednostjo, strokovnostjo in visoko etično držo, s čimer je zagotovila pošteno in transparentno delovanje društva. Olga je vzorna članica, katere osebnost, optimizem in predanost pozitivno vplivajo na vse, ki jo obkrožajo. S svojim zgledom je bogatila tako vsakodnevno življenje članov, kot tudi delovanje društva kot celote. Njeno prisrčno delovanje je prispevalo k dobremu počutju članov izvršnega in nadzornega odbora ter ustvarjalo prijetno, spodbudno in ustvarjalno vzdušje. Ob tem se zavedamo tudi, da se Olga v marcu 2026, ko se izteče njen mandat, poslavlja od aktivnega delovanja v organih društva. Po več kot 8 desetletjih bogatega življenja in ob nekoliko načetem zdravju je njeno lik razumljiv, a njeno delo bo ostalo trajna zapuščina društvu in članom. Člani izvršnega in nadzornega odbora Društva diabetikov Posavja Brežice smo v Zvezi Društva diabetikov Slovenije predlagali, da Olga Bokša sprejme srebrno priznanje, ne le kot zahvalo za dolgoletno požrtvovalnost in predavnost, temveč tudi kot izraz globokega spoštovanja in iskrene hvaležnosti. Z veseljem sporočamo, da je Zveza Društva diabetikov Slovenije naš predlog potrdila. V imenu Zveze danes Olgi izročamo srebrno priznanje. Kazimira Mihev je cenjena članica Društva diabetikov Posavje Brežice, v katerem je aktivno prisotna že od leta 2001. V tem dolgoletnem obdobju je vse zaupane naloge in aktivnosti opravljala z izjemno vestnostjo in odgovornostjo. Zavzeto se je vključila v realizacijo številnih programov društva s posebno skrbjo za pridobivanje novih članov, organizacijo srečanj, delavnic, predavanj in skupinskih pohodov. Prav tako je pomembno prispevala k zbiranju sredstev, ki omogočajo kakovostnejše delovanje društva. Njeno dolgoletno članstvo v izvršnem odboru je dodaten dokaz njene predanosti in neprecenljivega prispevka k delovanju društva. Kazimira ni le članica, je zgled in srce našega društva. Svojo energijo in pripravljenostjo je pomagala vedno in povsod in navdihovala tako člane, kot tudi širšo skupnost. Njeno delo je pustilo globoko sled, ki bo še dolgo živela med nami. Zavedamo se, da se bo Kazimira v marcu 2026 ob izteku njenega mandata poslovila od aktivnega delovanja v organih društva. Po več kot 80 letih bogatega življenja in ob nekoliko načetem zdravju je njeno lik razumljiv, a njeno delo in predanost bosta ostala trajna zapuščina društvu in njegovim članom. Zato člani izvršnega odbora enotno menimo, da si Kazimira zasluži zlato priznanje, kot zahvalo za dolgoletno požrtvovalno delo, predanost in kot izraz globokega spoštovanja ter iskrene hvaležnosti. Prepričani smo, da bo to priznanje zanjo vir ponosa, obenem pa navdih za vse nas, ki imamo čast, da smo jo poznali in sodelovali z njo. Zveza Društva diabetike Slovenije je naš predlog potrdila in v imenu Zveze Kazimiri izročamo zlato priznanje. Še enkrat iskrene čestitke, predvsem pa hvala, da ste bile in nekateri boste še ostali člani izvršnega in nadzornega odbora. Naj se zahvalim in pohvalim tudi vse ostale člane, ki danes niso prijeli priznanja
jih pa bojo za svoje delo še v bodočnosti. Eni so jih pa prijeli pred leta 22, mora pa meni 4 leta, da lahko koga še imenuješ. Vendar skupno smo močni, zmoremo, da društvo deluje in je aktivno in delamo za dobro vseh nas. Hvala torej tudi izvršnemu odboru in pa še enkrat čestitke našim dekletom, ki so si to zaslužili. Hvala. Naš popularni Ježek je napisal eno krasno luštno pesmico. Jaz sem jo preoblekel malo, v glasbeno preobleko, pa poslušajte, kaj je nastalo. Dan sam srečal nadu, dekle kot torsmat, je šla čez promenadu, to ne bi z njo še rad. A vetrič na gajivi ji s krilcem se igral, doštel sam se kar pravi, ker bil sem nevoštiv. Vetrič na gajivi ji s krilcem se igral, doštel sem se kar pravi, ker bil sem nevoštiv. Vetrič razposajeni, ki smukaš krog deklet, še vame se zaženi, odpihni par dni let. In rada bom mogoče še malo z vano šla, a vetrič kako hoče, naj s krilcem se igra. Še vame se zaženi, odpihni par mil let. In rada bo mogoče še malo z vano šla, a vetrič kakor hoče, naj s krilcem se igra. Gospo doktorico, ki je žal že odšla, ampak imamo tu še doktor Vando, ne vem, kje sem je skrila. Pa bi spodbudila, da nam drugič malo raziščejo, kako glasba vpliva na diabetes. Jaz v glavnem lahko iz izkušenj povem, da kadar pojem, pozabim, da imam diabetes. Še ena besedilo je napisala Ivana Vatovec ob reki, sicer je ona pisala o svoji reki iz Bele krajine, jaz pa, ko jo pojem, imam v mislih našo Krko. Med vrbami reka je milo, večno pesem šumela, z njo jo je vdaljo nosilo, pesem sem mlada in bela, na
bregu s prosojno meglico in z roso je travo pretkala, zgodba neke ljubezni, vsa reka je z njo valovala. Med vrbami reka je milo, večno pesem šumela, z njo jo je v daljo nosilo, oh, pesem sa mlada in bela. Na bregu s prosojno meglico in z roso je travo pretkala, zgodba neke ljubezni, vsa reka je z njo valovala. Ob reki še vrbe srebrijo, poletne odbleske gladine, vse zgodbe odneslo je z brega, med svetle poletne spomine. Pod mostom v svetlem šumenju vse tiste obraze zdaj iščem in vonje v poletnem dehtenju, ko svojo zgodbo obiščem. Ob Krki še vrbe srebrijo, poletne odbleske gladine, vse zgodbe odneslo je z brega, med svetle poletne spomine. Pod mostom v svetlem šumenju vse tiste obraze zdaj iščem in vonje v poletnem dehtenju, ko svojo zgodbo obiščem, ko svojo zgodbo obiščem. V življenju ni vedno vse sladko in lepo, ne? Včasih so trenutki, ki jih je pač opisala in zapela Vita Mavrič in imenuje se Zadnja kava s teboj. Torej bomo zaključili danes Vita Mavrič, Zadnja kava. S teboj, sladkornica pred menoj, roka ti drgeta, kavo si presladkaš in potem v črno kavo gledava oba, na dnu iščeva, kar zgubila sva. Kolikokrat sva govorila, da se nama to ne bo zgodilo. Zadnja kava za dva, brez besed se konča. S teboj, poliješ se, odskočiš takoj, potem briševa mizico in tla, prepozno za naju dva. Zadnja kava s teboj, instant espresso s teboj. Popila sva in šla in nisva se obrnila. Za nama je sladkor ostal, potresen na marmorni mizici. Polita tla
in odrinjena stola in dve prazni šalasti šalici. Natakar, koliko me to stane? Sem še kaj dolžna? Ne? V redu, hvala. Zadnja kava za dva, brez besed se konča. Zadnja kava. Konec. Ne bo tako, jo bomo še pili, ampak nocoj sta nam popestila ta dogodek in iskrena hvala. To je naša red in to je naš drago, že častna naša člana in pa nisem vesela, da imaš sladkorno, sem pa vesela, da si naša članica. Hvala vam. Domov ponesite torej prijetno, koristno, malo predavanja, malo glasbe in tako kulture, mi rekla sem, da pristopamo celostno in tudi to nas bogati. Za vse bi vam rada dala rožice, ampak jih nimam. Vam pa podarjam en velik objem in iskrena hvala, da ste danes bili z nami in da cenite delo našega društva, da kogarkoli organiziramo, pridete. In to je tista največja nagrada za nas.